Lepo pozdravljeni tudi v našem imenu. Sem mimogrede slišal to opazko, da smo sami moški, res gledamo kot Old Boys Network, ampak tudi to je zgodovina tretjega dneva. Čeprav moram takoj reči, da vsaj v času, ki ga sam štejem za zlato dobo, malo preden sem sam postal urednik, so v Mariboru ravno naše ženske kolegice bile tiste, ki so vso zadevo držale po konci, in ko je ena šla dobesedno na Salomonove otoke, druga pa, oziroma dve drugi pa v Rim v prenesenem pomenu, se je vsa zadeva začela krhati. Tako da vendarle mogoče res naša miza ne odraža vse resnice o tretjem dnevu. Ampak kakorkoli, hvaležen sem uredniku Jonasu Miklavčiču, da nas je zbral. Hvaležen sem bil že zato, da nam je dal možnost, da v prvi številki obnovljenega tretjega dneva kot nekdanji sodelavci, sodelavke in uredniki predstavimo svoje videnje tretjega dneva vsak v svojem času. In moram reči, da me je marsikatera misel, ki sem jo takrat prebral, močno nagovorila, mi dala misliti, in sem vesel, da bomo lahko o teh stvarih danes tudi v živo spregovorili. Zastopane so praktično vse dosedanje generacije tretjega dneva oziroma z gospodom Peterletom tudi Biltena, ki je tako rekoč oče ali pa starejši brat tretjega dneva, in pa z doktorjem Samom Skrlovnikom zadnja generacija, ki je omogočila, da je tretji dan vstal od mrtvih, obenem pa Samo seveda tudi povezuje tisto generacijo, ki je tretji dan zavozila in seveda v kateri se tudi sam prištevam, in pa tisto, ki ga je potem obudila. Prav tako pa sta z nami gospoda Matija Ogrin in dr. Matija Ogrin in dr. Miran Špelič, ki predstavljata po eni strani najrodovitnejše obdobje, po drugi strani pa tisto obdobje, v katerem je verjetno najbolj frčalo perje, kot se za slovenske katoliške revije že iz zgodovine spodobi. Mislim, da ni bilo tako hudo kot pri Domu in svetu in da posledice niso bile tako drastične na zunaj, kot pa razmišljam velikokrat, pa jih vendarle tudi ni moč podcenjevati in so prispevali svoj kamenček k temu, da je Slovenija tam, kjer je, oziroma da ni tam, kjer smo si mogoče v začetku 90-ih želeli, da bi bila, in upam, da bomo tudi o tem spregovorili. Ampak ne bi rad sam porabil vsega časa za okroglo mizo, zato bi kar začeli s pogovorom in jasno bi začeli pri Biltenu, pri začetkih. Gospod Lojze Peterle, vi ste bili sodelavec, pomemben sodelavec Biltena in ste potem nekako tudi vodili prehod k tretjemu dnevu. V čem sta si ti publikaciji podobni in v čem sta si različni? Hvala lepa, dobro večer vsem skupaj. Predno bom začel odgovarjati, bi vam rad prenesel pozdrave edine doslej urednice tretjega dneva, Marjane Lavričeve, ki vas me prosila, da vas lepo pozdravim. Jaz sem pa vesel, da se mi nekako nagovoril, da je za menoj prevzela zadevo, potem ko je mene povlekla politika. Jaz sem takrat šel v politiko, potem je pa politika prišla v tretji dan, pa potem kasneje. In glejte, dovolite malce spominov, ki so lahko tudi do neke mere nostalgični. Ko sem jaz prišel v Ljubljano študirati leta 67,
Me je moj prijatelj Frančiškan, Drago Vujica, me je povabil, da bi prepeval v pevskem zboru Svete Cecilije, ki ga je vodil Tomaž Tozon, in iz katerega so išli 3 škofje pa en predsednik vlade. Ne. To vam povem zato, da bi razumeli, da je takrat je bil v Ljubljani en misijon in so nekako zbrali na hitro nek zborček, ampak v tem zboru je potem prepeval Marko Terseglav, je prepeval Jožef Faganel, bi lahko našteval še veliko, bi rekel, znanih obrazov. To je bilo eno od prvih ognjišč takrat v Ljubljani. To je bilo v času Kavčiča, ki je pustil malo več dihati, če tako rečemo. Bolj smo se počutili takrat, kamen je bil še zmeraj nad prsmi, ampak malo lažje smo pa dihali. Ne? In takrat je, torej leto pozneje je nastala revija 2000, potem je nastalo Znamenje, veliko stvari je nastalo. In ker so takrat, torej niso hodil samo v ta zbor Svete Cecilije, takrat so bile veroučne skupine, eno je vodil pater Žužek, ki je bil tudi študentski duhovnik, pa mi nekako nismo bili z njim najbolj zadovoljni, pa smo potem pri škofu Pogačniku nekako spogajali se za enega drugega duhovnika in rekel, vam bo dal tazga, ki vam bo všeč, in je dal Rudija Koncilija. Ne. In hodil sem v Kobalovo skupino veroučno, ki jo pozna tukaj prisotni dr. Janez Podobnik. Hodil sem k Zadravcu v Prekmursko skupino in hodil sem še v Šentvid v veroučno skupino, ki je kasneje vodil tudi škof Uran. Skratka, takrat je tisti čas prinesel tudi teološki tečaj, pol tako zvane velikonočne konference, kjer se je kasnejši župan gospod Strgar, bi rekel, izkazal in pokazal. Skratka, tale leta, 68, 60, 70 in tako naprej, dokler ni prišel Popit, ki je ustavil tudi dialog med marksisti in kristjani, ki smo ga nekako poganjali pri reviji 2000. Skratka, v tistem času se je veliko stvari zgodilo, zgodil se je tudi prvi obisk Tezeja. In ko smo gledali tale bilten, ki je bil, imenoval se je Vez veroučnih skupin, ne, in je to delo, mislim, da še kar nekako upravljal, iz tega ste dali razbrati, kaj se dogaja po veroučnih skupinah. Ne. Meni pa beseda bilten ni bila zelo všeč, se mi zdela tako SZDL-jevska. In sem bolj nekako tuhtal, kako bi to imenovali, in bom rekel, da mi je še zdaj všeč, da sem do tega imena prišel, no, da se to imenuje tretji dan zaradi, ni treba razlagati, vstajenske dimenzije te zadeve. In je potem Matjaž Puc, ki ga danes tudi pogrešam, kot njegovo ženo Veselko, ki je leta vztrajala, risala in pisala, ne. Tako da smo imeli kar nekaj žensk zraven, ne samo Marjano. Tako da, in moja ideja je bila, da bi ne delali še ene duhovne revije, ker jih je bilo že kar nekaj, ne, in kjer se pol na koncu zgodi tako, da pretežno poklicni kristjani pišejo, ne, ampak da bi bilo to res izraz študentskega življenja, študentskega iskanja, tudi kakšnega najdenja, bi rekel, ne. In smo tako šli, bi rekel, v širino, ampak ne bi rekel, da na škodo globine. Lepo je bilo videti, ljudje so se oglašali s Prekmurja, s Primorskega, z raznih poti, z raznih meditacij, pogovorov in tako naprej. In smo takrat bili del tega ozaveščanja mlade krščanske ali pa bolje rečeno katoliške protestantov, nisem takrat v tej družbi veliko videl, ne. Smo začeli nekako prodirati v družben prostor, ne. In bi rad omenil še to, da v reviji 2000 smo se izrazito trudili za to, da bi bila vera tretirana kot osebna zadeva, ne kot zasebna, kar je želela partija, ne. Eno uro na teden si lahko veren, ne, pa da je pa mir, ne. Mi smo pa želeli biti taki, kot smo bili, z našo vero, z našimi vrednotami, našimi načeli
pač prisotni v družbi in smo hoteli imeti enakopraven položaj, se temu rekli. Tako da vse to, kar sem prej našteval, teološki tečaj, ki je bil izrazito odprt, leta tam je kar Mauner govoril, je že prej Bučar govoril, je Spomenka govorila, je Štih govoril in tako naprej. Mislim, ta hiša tukaj, kamor je prihajalo več kot 1000 ljudi, takrat, da ni bilo prostora za vse, je takrat dihal, tle se je dogajal, ne. Sem prej eno kuhano vino naročil tam, pa sem pa rekel, pa tle se je pa kuhal tudi nekaj drugega takrat, ne. In jaz mislim, da smo doživeli takrat eno dobo, iz katere je potem tudi v politiko več ljudi prišlo. Sveda v času do mojega urednikovanja kakšne posebne politike ni bilo, ne, so bile duhovne teme, kulturne teme, so bile tudi družbene teme, ne. Pol sveda, ko se je zgodila demokratizacija in osamosvojitev, potem je pa politika vstopila tudi v ta časopis in se je izrazila, kot se je. Jaz sem šel prej pogledat k frančiškanom stare številke in sem videl pač, kako se je interes politike tudi znotraj, če tako rečem, krščanskega kroga pač pokazal in kako je tudi tam že od začetka začel delovati selektiven spomin. Nečesa se spomniš, nečesa se ne spomniš in tako naprej. Ampak to je druga zgodba. Jaz sem vesel, da sem lahko tukaj preživel kar nekaj ustvarjalnega časa. Še to bi rekel, da smo imeli tudi nekakšno šolo za novinarje pri tretjem dnevu, eno tako skoraj da disidentsko oziroma podtalno, ne, in tam je bil recimo Leon Marc, nam znano ime, ne samo iz diplomacije, so se malo učili pisati, smo se učili, kaj je podčrtan tekst, kaj je komentar, kaj je poročilo in tako naprej. Glejte, jaz mislim, da bo spodobno, če jaz tlele zaključim. Rekel, to je bila ena posebna doba. Glejte, zdaj mečkan samo hvala še tukaj. Mi smo dosegli takrat skoraj 6000 abonentov oziroma plačanih časopisov, ne. Ker drugače te tako, ne, duhovne revije že po prvi svetovni vojni veljalo, da če prideš do 1200 je velik, ne. Jaz mislim, da je danes ta številka danes manjša, no, mi smo prišli pa s to našo, s tem tretjim dnevom do 6000, ne. Pa so prišli drugi koncepti in pa mislim, da je šlo pač to v neko drugo smer, ne, tako da danes zdaj tudi nima smisla verjetno oživljati nekakšen študentski krščanski časopis, danes so portali, so podcasti, je Instagram, je Facebook, ne vem, če bi bila ideja v tem, da bi spet nekaj za študente, oziroma takrat smo rekli ne za študente, ampak s študenti. Ja, s tem se pravzaprav odprli eno zelo pomembno vprašanje, ki se mi zdi danes ključno. Mislim, da so se res mediji spremenili, ne, da najbrž ne gre iskati rešitve v ponavljanju nekega vzorca določenega medija, ampak gotovo pa je vsebina tista, ki pa bi lahko spet nagovarjala. Ja, veliko zanimivega ste povedali. Sam sem si pa zapomnil en stavek, ki me je kar malce zabolel. Rekli ste, potem sem pa jaz odšel v politiko, politika pa je prišla v tretji dan. Nekako opažam, da je to splošna predstava, jaz sem tako razumel vašo izjavo, da je bilo to nekaj slabega, da je vstop politike v tako sveto revijo, kot je tretji dan, nekaj slabega, da je politiko treba torej prepustiti bolj profanim ljudem, medtem ko naj se pa revija za duhovnost in kulturo, kot se podnaslov tretjega dneva ne ukvarja. Ampak sem pa slučajno prej tam sedel in sem malo listal po biltenu in glejga zlomka, že v prvi številki sem naletel na en kratek zapis z naslovom Nemška cerkev in nemški socializem in moram reči, da mislim, da noben katoliški medij v Sloveniji danes ne bi objavil tako političnega teksta, kot je to.
ker je govora bilo o tem, kako je papež Pavel VI sprejel nemškega kanclerja, socialdemokrata Schmidta in kako je na vsa usta hvalil nemško socialno demokracijo, potem pa je navedena izjava nekega nemškega krščanskega demokrata, očitno iz 70 let, da naj škofje povejo, kdo papeža informira, ker je popolnoma napačno informiran. Saj socialdemokratska stranka nikakor ni prevzela katoliških načel. Tako da očitno politika ni vstopila v tretji dan šele po vašem odhodu v politiko. In mislim, da je bilo to tudi eno glavnih vprašanj, koliko se tudi sam spomnim v 90-ih letih, da se je ravno določen tip politike skušal iz tretjega dneva pregnati, pa ne brez veze. In tukaj mislim, da je prehod k dr. Matiju Grinu, ki je bil takrat urednik. Moram reči, da sem z zanimanjem prebral, Matija, tvoj prispevek k prvi številki obnovljenega tretjega dneva in tam si pravzaprav nakazal, da je bilo to obdobje neka izgubljena priložnost ravno zaradi tega, ker tiste politike, ki bi morala biti, je bilo premalo, oziroma je bila potem iz tretjega dneva dejansko pregnana. Ja, hvala za to iztočnico, ki je težavna. Hvala seveda sploh za povabilo, za to inicijativo, za ta pogovor, za lepo publiko, ker čudim se, kako je ta tema zbrala v tej dvorani več kot 5 ljudi, kar je tipično za Ljubljano, da ne moreš dobiti skupaj par mandelcev. Ja, najbrž je treba začeti z osnovno intuicijo, kaj je pravzaprav bila v tistem krogu, to se pravi, zdaj govorimo za leta 93, 94 do konca 96 približno, ko so nam zaprli vrata. Mene sta povabila k tretjemu dnevu Veselka, Puc in Jože Korinčič. Sem jima hvaležen za to in vse skupaj se je začelo z neko, bi rekel, bolj ali manj umetniško intuicijo, občutljivostjo, posluhom za literaturo in za to, da bi bilo čist primerno še v nekaj teh vsebin dodati tretjemu dnevu. In pomalem se je pa seveda začela iz te občutljivosti našega kroga nekako porajati še drugačna občutljivost, mogoče majčkeno širša v tem smislu, da bi bilo primerno naše pisanje artikulirati tako, da bi nekako nakazovalo možnosti, k čemu vsemu krščanski horizont razmišljanja, čutenja, duhovnega življenja nagovarja intelektualca kot delujoče, razumno bitje na raznih področjih življenja. To se pravi, ali ima to, da sem kristjan, zame na nekem področju humanistike kaj posebno vlogo, ali bi jaz lahko bil na vse zadnje duhovni agnostik, libertinc, karkoli, pa bi na tistem področju potem čisto enako deloval kot humanist. Ali ima to, da sem kristjan, zame na tistem strokovnem področju kakšen poseben pomen in sem potem tudi na onem konkretnem področju kot jezikoslovec ali pa literarni zgodovinar ali pa umetnostni zgodovinar kaj drugačen, če je za mano neka krščanska duhovnost. To je pravzaprav bilo fundamentalno vprašanje. In seveda tudi, kako je potem s tem, ali je to, da smo kristjani, nas v čem drugače nagibale k družbi in k pozornosti za družbeni političen horizont življenja in vse te stvari, kot če bi bili pa agnostiki in vse tako naprej. No, in to je najbrž bilo preveliko vprašanje, prevelika naloga za tista naša mlada leta, marsikaj je sigurno v tistem bilo zelo naivno, pa nepremišljeno, ampak ta osnovna intuicija pa mislim, da je bila verodostojna ali pa taka pertinentna, ki bi jo še danes človek rekel, da je treba na njej vztrajati. Skratka, iz tega se je porajalo vprašanje, a ni primerno, da bi kristjani, katoličani imeli neko resnejšo kulturno, humanistično revijo svojim, ki bi artikulirala njihovo poslanstvo v tako. Kako kot človek, posameznik,
na vse zadnje intelektualist morda ali karkoli, razumnik, vstopaš v ta slovenski zgodovinski prostor, ki je konkreten prostor, tja te je Božja previdnost postavila v nekem trenutku, ne v srednjem veku, ampak zdaj, ne v Francijo, ampak v Slovenijo z njenimi problemi in tako dalje. In kaj zdaj to same pomeni? Ne? Se pravi, prej moramo to, če tako historično, konkretno pogledamo, ni bilo v slovenskem prostoru neke revije, ki bi bila takšna, humanistična, akademska, kulturna revija, katoliške duhovnega izvora ali usmeritve. Vse do Doma in sveta nazaj. Šele Dom in svet je bil takšna publikacija, potem je bila tista drastična prekinitev, ki jo prinese revolucija, in potem so bili pa razni poskusi, tako in drugačne, delni, bolj razviti, manj razviti, in v tem našem krogu se je nekako začelo dogajati to, da bi tretji dan postal takšna humanistična kulturna revija. Zdaj to, seveda, je bilo to osnovna intuicija in težnja je že bila primerna in prava, ampak je bilo pametno, da smo to konkretno v tem kontekstu začeli delati. To je vprašanje. Danes bi najbrž rekel, da bi moralo iti novo vino v nove mehove in tako naprej. Ne pa, da smo... Ampak to je delikatna diskusija, nima smisla. Skratka, tam smo začeli in zgodilo se je to, da so potem na nek način je prejšnji, bolj študentski profil revije se pomalem začel umikati bolj humanističnemu in tako tudi filozofskemu, umetnostnemu in tako dalje. In tukaj je potem seveda tudi v tem, bi rekel, bolj občutljivo razprtem odnosu do sveta, do življenja in tako, če smem tako reči, če ne zveni preveč ambiciozno, se je seveda tudi artikuliralo vprašanje tega, kaj pa je zdaj, kakšen je pa zdaj naš odnos do zgodovine, do širšega obnebja življenja, do družbe, v kateri smo. In tako je jasno prišla v ogenj tudi politika, logično. Zdaj, tisto, kar je bilo pri tem mogoče malce bolj iskrivo in polemično in z današnjega vidika, kontroverzno, je bilo najbrž to, ker sem tam to pač dovolj napisal, pa ni treba, da tukaj obnavljam, ampak vendarle za linijo pogovora, da je jasna, to, da smo mi precej, recimo do neke mere, tudi kritizirali pač pozicijo tedanjih kristjanov v politiki, se pravi, tu so bili konkretno krščanski demokrati, Glede tega je kolega Senčar, Igor, napisal vrsto komentarjev, za katere mislim, da so še danes veljavni in pravi, In nam se je zdelo, da se tam dogaja nekaj, s čimer se je tedanja krščansko-demokratska politika začela, kako bi rekel, problematično ločevati ali oddaljevati od nekih poslanstv, ki pa so jih ljudje, verjetno, vsaj mi, naš krog, ampak najbrž še mnogi drugi, tudi SKI, katoliški izobraženci in še kateri drugi krogi pričakovali. In ta dihotomija je verjetno bila povod za neko kritiko, nezaupanje do vodstva SKD. In to so pač neke boleče stvari, ki se še danes niso razrešile, ampak se potem, bil je pač nek poskus obnove, velika združena stranka, potem tisti nesrečen obrat, ki ga je naredil gospod Zagožen, potem je nastopil gospod Andrej Bajuk, ki je skušal rešiti stvar v drugo smer, ampak tudi to je imelo neko življenjsko dobo in zdaj spet vidimo, da skratka, tukaj bi se zdaj rad nehal, ker se potem zasuka pogovor čist v aktualno politiko, česar ne želim, ampak hočem to, da načeli smo neko politično kritiko, ki mislim, da je bila potrebna, takrat tudi, veste, ni bilo vseh teh portalov, ki jih danes imamo, od tega in onega in časnik in demokracija in domovina in kaj še vse. Česar ni bilo. Bil je tretji dan, pa še kaj prav, kakšen manjši listič. In
seveda družina, ampak družina se je majčkeno previdno držala stran od najbolj žgoče politike. Ne. In to je bil pač eden od možnih glasov. Mislim, da je bil zelo, kako bi rekel, čistega srca, ne, se pravi z dobrih namenov. A je bilo tukaj tudi kaj premalo premišljenega in tako dalje, a bi se dali to zdaj bolj tehtno in bolj pametno in modro uravnati, to vse odprto, jasno, da ja. In se je v nekem trenutku drastično končalo, ker so nas pač izdajatelji pravzaprav tukaj potem odrezali, to je bilo konec leta 96 in se je ta naš krog potem razkropil. Ne. Sama potreba po vrednotenju in po refleksiji tudi družbenih in političnih zgodovinskih vprašanj je pa seveda ostala. A ne? In mislim, da je potrebno to gojiti še danes na nek tak reflektiran, resen, poglobljen način in da je seveda tudi danes, po mojem, to zelo resno, čeprav je najbrž poslanstvo tretjega dneva bolj v tem, da skuša za različne humanistične discipline, za mlado generacijo študentov ali sploh razumnikov, ki se profilirajo, podati nek tak dober okvir diskusije, debate, profiliranja v mnenj in tako. No. Tako da to mislim, da je zelo perspektivna linija revije za naprej. Pardon, ker sem bil predolg. Ne, nikako. Ja, jaz bi pozdravil nekdanjega urednika profesora Jožeta Kolinčiča, ki se nam je med tem pridružil, mislim, da je njegov mandat bil 92-94 in obenem bi mu tudi čestital za njegovo novo knjigo o gospodu Rutarju, zdaj sem pa imel pozabil sicer. Tako da... Se opravičujem za zamudo, sem prišel z pogreba v Istri. Tudi pot je bila taka meglena, tako da se je. Cenimo to, da ste z nami. Hvala za pozdrav in za čestitke. Ja, bi mogoče želel kdo kaj dodati k temu, ker nam je Jona zabičal, da se mora razviti pogovor, da ne smejo biti samo ekspozeji. Ja, jaz bi se rad oglasil. Že k temu, kar ste na začetku rekli, torej s tem sem rekel, da je potem politika prišla not. Jaz sem bil vesel, da je prišla not. Hvala Bogu, vse prej, kot ste rekli, Lejte, ta skušnjava, da bili malo bolj politični, je bila zmeraj prisotna. Ne? In kot sem prej rekel, želeli smo živeti polno. Ne? Mene ni, rekel, čisto nič čudilo, nisem nobenih problemov s tem, kako se je politika, kako bi rekel, pojavlja. In samorefleksija je absolutno nujna, kritika seveda tudi. Ne. Lejte, nam se je zgodila takrat čudna zadeva, da smo kristjani iz nekega, bi rekel, drugorazrednega statusa vstopili v politiko, ne samo skozi krščanske demokrate, veliko kristjanov je bilo pa Romanu, velikih je bilo tudi v Slovenski demokratični zvezi, nekaj jih je bilo tudi pri Pučniku, tudi pri Zelenih in pri Grosu, ne. Tako da si ne lastimo kakšnega monopola, da so bili vsi ali predvsem pri krščanskih demokratih. Ne. Jaz, ko sem danes prebiral mojega takratnega sodelavca, jaz sem Igorja Senčarja angažiral za ministrstvo oziroma diplomacijo, ne, in sem ga seveda že prej poznal. Ne. Torej, on je imel izjemno dobre zadetke za moje pojme, zlasti, kadar je govoril o etiki oziroma morali, angažmaju in tako naprej. Ne. Je pa zanimivo, ne, da, kot sem prej rekel, tretji dan je, kot so številni drugi nekako tudi obšli, tudi
recimo Blažič Viktor, ki je bil član SKD-ja, bivši partizan, tako kot je bil tudi Franc Miklavčič, ne? On v svoji knjigi ne pozna prve Drnovškove vlade. Je pa kritičen do druge vlade, v kateri sva bila z Janšem, v drugi Drnovškovi vladi, ne? In tle recimo Igor pravi, to govorim, ker mislim, da je dobro za razumevanje teh zadev, ne? Pravi, da so se demokratične sile ošibile z razpadom Demosa, oziroma da se je začela takrat realna politika, ne? Ampak sam razpad Demosa je bil že izraz realne politike. V duhu tega, kar so naši komunisti bivši rekli Pieru Fassinu, ko je bil na obisku pri Kučanu, in so rekli, dajte kaj narediti, da ne bodo šle zasluge za osamosvojitev preveč na desno. Znotraj Demosa je bil pa strah, da bodo šle preveč na krščanske demokrate, ki so presenetljivo zmagali tiste volitve. In bom tudi tukaj jasno rekel, kar sem že večkrat zapisal, Demosove vlade niso podirali komunisti, ampak so jo podirali prijatelji, ker so menili, da je zmaga v vojni za Slovenijo prinesla neki liniji toliko točk, da je to treba takoj kapitalizirati. Zato je prišlo en teden po koncu vojne do predloga, da se zamenja Bučarja, mene in tako naprej, in smo tem prišli v tisto zadevo, ki jo poznamo, ne? Tako da rekel, tukaj nalašč razlagam zadeve, ker so tukaj dobesedno spominske luknje. V prvi Drnovškovi vladi so bili ministri iz vseh izvorno Demosovih strank, razen krščanskih demokratov. Samo nas so lustrirali, samo mi smo zunaj ostali, ne? Tako da to sem rekel, bom danes tukaj povedal, in eni to poznajo, eni to razumejo, eni stran gledajo in tako naprej, ampak pa ko vrč poči, ga je pa težko sestaviti. In še danes imamo posledice tega, da Demos ni zmogel zdržati skupaj. Takrat se je odigralo neverjetno hitro, Pučnik je rekel, nimamo več večine, konc, gremo na razen. Zraven je bil pritisk Socialistične internacionale, da je treba krščanske demokrate malo na stran dati, in tako se je tudi zgodilo. Mi se v Doljskem nismo zmenili, mi smo rekli, da gremo na volitve, in smo se tam celo objemali na to idejo, ker so rekli, dobro, da smo glavno dosegli in da lahko nehamo, ne? Taka je bila nekako poanta, ne? Nismo se pa zmenili, da bomo podirali lastno vlado, ne? In to se je potem zgodilo na nedogovoren način, in je bilo tako, kot sem rekel, ne? Je že omenil gospod Ogrin, kako je bilo s tistimi poskusi spravljanja skupaj. Midva so z Ivanom Omanom 8. aprila 90. pri Kapetanoviču v Ljubljanskem dvoru napovedala delo za združitev strank. Ljudje so rekli, zakaj pa imate dve stranki, če imate identičen program, ne? Ampak pol vemo, kako je to šlo. Zgodovinska SLS se je priključila k SKD-ju, Marjan Podobnik pa hotel med SLS in jo je tudi naredil, ne? In smo se dolgo pripravljali, da pridemo skupaj. Ko smo prišli pa skupaj, je pa že gospod Ogrin omenil, kako je pa potem bilo, ne? No, in jaz upam, da bomo še kdaj skupaj prišli, ker če ne bomo še naprej v dobi zlatega teleta in tavanja po puščavi. Ja. Hvala lepa za to zgodovinsko reminiscenco. Mislim, lahko se strinjamo s tem, da je bil absolutno razpad Demosa prezgoden, ampak po drugi strani seveda tisto, kar je bilo zamujeno v 90-ih, tako kot je v zgodovini, nekatere stvari se pač nazaj sestaviti ne dajo več, ne? In tako kot je Matija pravzaprav nakazal, zdaj imamo upraviti z drugimi generacijami, ki jih je najprej treba sploh seznaniti s to zgodbo, in to je mogoče tisto, kar je boleče, ne? Da ljudje, ki so približno vedeli, zakaj je v Sloveniji šlo med drugo svetovno vojno in po njej, odhajajo in
vmes je 30 let luknje, ne, in to je zdaj verjetno neki izziv, ampak o tem bi se seveda res lahko pogovarjali ure in ure. No, potem pa pride čas, ko sem tudi sam že začel pomalem pribirati tretji dan, kot sem se javno posipal s pepelom, sem ga začasno nehal pribirati, ker nisem več plačeval naročnine, pa ne zato, ker bi bil brez denarja, ampak zato, ker enostavno se mi ni dalo niti do pošte stopiti, takrat še ni bilo e-bančništva. In so mi ga potem po enih 2 letih, ko nisem več plačeval naročnine, nehali pošiljati, ampak to je zdaj zadnja javna spoved. Je pa bil to čas, ko je bilo eno od najpogosteje navedenih imen kot avtorjev člankov in avtorjev prevodov. Takrat se je redno podpisoval kot F.R. Miran Špelič in vse sama kratica je bila zame na začetku nekaj novega. Obenem je bil pa to čas, ko je nekako nad tretjim dnevom bedela velika senca Gorazda Kocijančiča, ki je potem postala mogoče ravno leta 2000 tudi bolj vidna s tisto znamenito sivo številko, pa bi mogoče ta čas od leta 1997 do leta 2001 recimo Miran sedaj nekoliko nam priklical v spomin. Jaz sem prišel v tretji dan, najprej kot bralec, seveda tudi sem spremljal še črno-belo verzijo in potem barvne ovitke, to časopisno, revijalno obliko. Potem pa naenkrat pride manjši format, debelejši in drugačen dizajn in kmalu je sledilo še vabilo. Takrat sem bil na podiplomskem študiju v Rimu in me je Gorazd Kocijančič mi je pisal, verjetno po elektronski pošti že takrat, da me vabi v uredništvo, ker si želijo, da bi v tretjem dnevu bila tudi redna rubrika o cerkvenih očetih. Ja, seveda bom z obima rokama zagrabil tako priložnost, to je pač bil moj študij in z velika želja, da bi se tisto, kar sem naštudiral, da bi se to tudi širilo, prevajalo in da bi to prišlo do publike, do bralstva. In sicer sem se izgovarjal najprej nekaj časa, češ, da jaz sem v Rimu, ne morem iz Rima biti sourednik in v uredniškem odboru je rekel, ne, ni problema, ti bom že povedal, ti samo pripravljaj stvari, ko boš prišel, boš pa lahko nadaljeval. Prvi so disketov, ne? Ja. Zdaj smo že po elektronski pošti malo pošiljali. Ja, mislim, da je že takrat bilo počasi. Glavno sem precej hitro šel z elektroniko korak. No, potem pa, ko sem prišel, sem pa res našel zelo živahno občestvo. Bolj kot uredniški odbor je to bilo uredniško občestvo. Ker Anton Jamnik je bil takrat urednik in dobivali smo vse in to ni bilo predvsem samo neko dogovarjanje in iskanje člankov in avtorjev, ampak je to bila res skupina ljudi, ki je imela ta mesečna srečanja za en tak pomemben trenutek. In zaključevali smo jih z mašo. In takrat sem seveda zanimivo, da Milan Knep se v glavnem ni angažiral preveč pri tej maši. Jaz sem bil potem dežurni za maševanje. In seveda tudi za kakšen kratek nagovorček za rampe, pridigo. In potem pa še malo prigrizka. Do razhoda. Pestrost te skupnosti je bila zelo jasna. In pa odprtost za dialog, širši dialog. Jaz recimo, ko sem prišel noter, nisem nič vedel o teh sporih ali pa o prevzemih, o patri. Lepo sem prišel noter in se s tem dejansko nisem nikoli kaj dosti obremenjeval. Nihče mi tega ni razlagal, jaz pa nisem želel tega raziskovati. Delali pa smo res zavzeto in sem ter tja je vsak dobil tudi kakšno številko, da je
bolj uredi. Jaz vem, da ob obletnici, ne vem kateri desetletnici drugega Vatikanskega koncila, vem, da sem jaz imel eno številko o koncilih v antiki in smo jih predstavili, in zraven pa še sodobne teologe. Tako da je vsak imel nekaj dela in potem je pa morda bila še, potem pa leta 2000, ko je pa se zamenjalo vodstvo Skama, pa sem skušal, kolikor se le dalo, malo pacifistično in irenično delovati in miriti te napetosti, ki so se začele pojavljati med različnimi tokovi znotraj tretjega dneva. In tudi tistega Gorazdovega odhoda nisem dojemal tako zelo tragično, tako hudo. Ni bilo ravno, ni bil to piš vetra in mahanje z zavesami, je bilo malce, vrata so se slišala, samo ni bilo to tako še hudo loputanje, ker je ostalo kar nekaj tudi še starega osebja v uredništvu in z tistimi, ki so odšli, smo normalno lahko komunicirali in ostali prijatelji. Res pa je, da je tretji dan se z Bahovcem nadaljeval predvsej v tisti prejšnji liniji. Gorazd Kocijančič je močno zaznamoval tretji dan v tem času, ampak ni pa bil vsiljiv in je potem dejansko v nekem trenutku odšel proti in ustanovi Kud Logos, ki ni prepovedal, da se patristika še naprej objavlja v tretjem dnevu. In jaz sem naprej še ostajal pravzaprav, dokler nisem dobil naslednika z večjo ali manjšo aktivnostjo, tja skoraj do pred parimi leti. Tako da, ko sem pa dobil še Jana Dominika Bogataja, ki se ukvarja s patrologijo in sem ga pač njega kot naslednika za patristično področje vnesel. Dobro. Je tu mogoče kakšen dodatek? Torej, meni so bili ljubi ti patristični prispevki tvoji, pa seveda tudi Gorazdovi že prej, ne? V 90-ih letih. Je pa res, da recimo pri Gorazdu so bili obarvani že prej tako zelo, kako bi rekel, apofatično, se pravi, z govorico, ki izraža, ki poudarja nekonceptualno dojemanje svetega in tako naprej. Skratka, neko govorico, ki je zelo arkanična, se pravi, hoče biti namenoma skrivnostna, hermetična, težko dojemljiva in že svojo tako fakturo, kakršna je, vzpostavlja neko mistično ali kako bi rekel, neprodirno razpoloženje. In to je marsikomu, kako bi rekel, od nas otežilo branje njegovih prispevkov in že na tej ravni se je začela ena tako rahla, kako bi rekel, diskrepanca, ker so bile večkrat izražene, kaj s tem, mi kot uredniki smo vendarle smo imeli neko osnovno, če ne bom rekel filozofsko, pa teološko znanje, pa vsaj razgledanost, recimo, osnovno. To se pravi, smo bili kot uredniki neke vrste zahtevnejši bralci izmed tistih, ki so zmožni recipirati, razumeti, prebrati in uživati kakšen zahtevnejši tekst. Ampak takih je bilo malo in še za nas so bili ti teksti njegovi tako na skrajni meji neke zmožnosti, kaj pravzaprav zdaj ta gospod umetnik mislec hotel reči. Medtem ko seveda tvoje pisanje o patristiki je bilo pa čisto drugačno. In tudi to je seveda, da je sama patristika kot en tako temeljni, da je zelo pestra, ampak kot en zelo temeljni zasnutek misli o svetjem, o veri in tako naprej v krščanstvu, mora dajati vzpodbude za zelo različne življenjske drže, za zelo kontemplativne ali pa tudi kot spodbuda za zelo aktivno in angažirano vpletanje v potek sveta in življenja. No in to je, tako da patristika tukaj nikoli ni bila kamen spotike.
ločitve, recimo temu, ali pa kamen, pri katerem so se duhovi ločevali, je bil ta mogoče Gorazdovega kroga ali pa Peresa apofatičen zasnutek življenja in duhovnosti, ki je nekako težil k temu, recimo odmiku od sveta, abstinenci od političnih tem, tudi pri izrecnih apelih proti udeležbi na volitvah in take stvari. Vse to je bilo, kar je nekako, smo čutili, da je tukaj neka osnovna življenjska drža, ki se potem izraža v neki filozofski in teološki drži naprej, ki se je razlikovala recimo od našega nekoliko bolj realističnega kroga, ki je hotel vita kontemplativa in vita aktiva nekako držati v enem somerju. Ne. Tukaj so bila trčenja, ne, ki so privedla potem do končnega razhoda in nam se je seveda zdelo, da to je hecno, ampak meni se zdi, da je tako, no, da je na eni strani ta apofatična drža, se pravi skrajna duhovnost in se lepo poklopila z nekimi in se ujela z roko v roki z zelo brutalno pragmatičnimi, skoraj politikantskimi intrigami, ki je rezultiralo v tem, da je tisto uredništvo potem razpadlo. Take stvari so včasih potem nekako skupaj sestavljali. Ampak nisem prepričan, da je to res. Tak je bil pač takrat moj občutek. Je pa, tako da ja, revija je takrat zorela v eno tako kulturno profilirano smer, potem se je pa nekako zaletelo v en tak dvojni zid. Ampak prepričan sem, da so, kot je kasnejši razvoj pokazal, so se zelo na dober način potem razvili so prišli razni razvojni sunki v druge smeri in je šlo življenje naprej. No, če se smem še jaz vključiti v to razpravo, seveda jaz sem spoznal ravno to pisanje Gorazda Kocijančiča, o katerem ti govoriš, kot v svojih najbolj petelinastih letih, ko si konec srednje šole, takrat si najbolj pameten v življenju, nikoli nisi, vsaj zame veljano, da nikoli nisem bil tako zelo pameten kot na koncu srednje šole. Mogoče mi je Bog malo do kolen segel, ampak še tu se je moral zelo potruditi. In takrat sem seveda ravno naletel na to pisanje Gorazda Kocijančiča in meni se je to zdelo, wow, to manj, ko razumem, boljše je. In jaz sem tudi tako pisal, da bo jaz vsi rekli, joj, kak je ta pameten. In je bil zame pravzaprav res Gorazd Kocijančič v tistih letih nedosegljivi ideal. Se spomnim, da je izdal sem takoj nabavo, tisto antologijo apofatične krščanske teologije in to je bilo res razodetje. In podobno seveda tudi tretji dan, tako da ja, z tega vidika je šlo res za nekaj, kar sem rad bral, tudi končno potem njegove izdaje pri Mohorjevi družbi v zbirki Cerkveni očetje. Je pa vseeno mogoče... Jaz sem pa rekel, da sem doskrat poskrbel za to, da ni bil previsok nivo, da sem pa, če on že tako višal to zahtevnost, moramo še kaj enostavnega, bom pa jaz poskrbel za nižanje nivoja, za ušali na tem. Ja, no seveda, ker takrat recimo tudi Taras Kemal me je takrat strašno nagovarjal, tudi ko ima vse misli v eni povedi, združene, pomešane, skoraj v hipostatični uniji. In ja, to je pač, ampak to je neko obdobje v življenju in verjetno je bilo še kaj takih petelinčkov, kot sem bil jaz. Bi pa vseeno mogoče malo izzval te Miran, pa mogoče tudi Matijo, ali ni bil namen vsega tega apofatizma vendarle tudi odtegniti slovenskega kristjana od prizadevanja za drugačno Slovenijo, kot jo je ponujala pač neka abonirana oblast. Torej, vidva nista zaznala tega političnega motiva. Jaz dejansko sem volivec, več kot to pa v politiko ne vstopam, tudi zaradi
svojega statusa, kleriškega statusa. In mi ni bilo nič tujega, da tretji dan noče vstopati v neko direktno politično bitko, ker politika je vedno tudi boj. In tukaj sem pač bolj pacifist kot borec. In se mi zdi, da je tretji dan lahko s tem, ko ni šel zagovarjati neke konkretne politične opcije, da s tem ni bil že avtomatično tudi na strani tistih, ki bi želeli utišati recimo krščansko politiko. Samo da ta revija ni vstopila kot neke vrste politično orodje za ozaveščanje recimo slovenskega naroda. To je seveda vedno problem. Ne? Eno je jasno, ko si ti jaz postavil mejo, ne moreš se opredeliti za eno politično opcijo, ampak ali to pomeni, da potem tudi na bistvena vprašanja neke družbe o tem nimaš svojega stališča. Ne? Tu mislim, da je to temeljni problem. Da bi tretji dan želel, praviš, da ne bi tretji dan odmikal ljudi od politične refleksije. Ja, ker recimo meni se zdi, da ravno v tem času, za razliko od prejšnjega obdobja, je pa tista refleksija, ki se mi danes zdi absolutno ključna. To je refleksija o slovenski preteklosti, polpreteklosti, da je pa to umanjkalo v teh letih. Je pa, to je dejansko bilo od 97. do 2000. Po 2000 se pa te reči začnejo vendarle malo tudi premikati. In je to relativno kratko obdobje bilo. Se to pa može. Ko prevzamejo Ivo in za njim potem Bahovec in za njim še Lenart Rihar, se pa tudi te tematike, neke družbene aktivnosti hitro vrnejo. Če to nikoli pa ne postane tretji dan neka politična revija. Ne, seveda ne. Ker ne želi. To se strinjam. Sej tudi v tistem uredništvu v letih 93 do 96 ni šlo za to, da bi se uredništvo in revija opredeljevalo za neko politično opcijo, ampak za tisto temeljno, kaj pa naj bi refleksija, torej za refleksijo, kaj naj bi pa v temelju politika bila in kako naj bi reševala vprašanja sožitja in to se pravi skupnega dobrega, obstoja našega, tega, kar si pač dolžen cesarju na vse zadnje, kar je tista druga plat kovanca. No in to mislim, da pa je dobro in zdravo za neko celostno, bi rekel, eksistenco človekova, da nisi samo homo privatus, ampak tudi državljan, situajan. Da dihaš z obema dimenzijama, se mi zdi kar pomembno. In jaz sem to, kot je pač Aleš vprašal, smo čutili, da Gorazd želi krščanskega intelektualca odtegniti temu interesu in ga postaviti tako majčkan v en tak, kako bi rekel, civilni, mistični samostan, ali kaj ste, kako bi se izrazil. Je pa problem, zdaj smo ga 18krat omenili, njega pa ni tukaj, on bi moral biti tu, ni prav, da zdaj, on je en tak spiritus agens, vseh te reviji, vseh teh različnih uredništvih, nikoli pa ni hotel biti v kolofonu uradno, tako kot urednik napisan, da z polno odgovornostjo, je pa vedno vse usmerjal. No, kakorkoli, tako pač je, bojo pa še kakšni drugi uredniki kaj povedali, upam, pa škoda, da ni Marjane, komu je naročila, vam je naročila nekaj, dajte še vi kaj v njej povedati. Marjana Lavrič je bila ena fajn urednica, lih v tunih viharnih letih, lep prispevek ima tam noter in tak fin zapis o tem, kako je skoraj ena taka molitvena dikcija je, hvala Gospodu, da nas je postavil na to pot, ko govori o osamosvojitvi pa o vseh teh prizadevanjih. Tisto je zelo lepo. Ja, Marjana je bila zelo, bi rekel, kreativna oziroma tudi živahna, tudi, bi rekel, malce v političnem smislu. Se spomnim, sva midva organizirala tole vigilijo pri frančiškanih, smo celo noč tam
molili, malo smo se sprehajali od časa v časa po cerkvi za te 4, ki so bili zaprti. Ne. Primož Ramovši pa orglal celo noč. Ne. To je bilo recimo ena taka zadevca. Ne. In ona je, meni je žal, da ni, mislim, da je bila samo 3 leta. Ne. Jože, ti si za njo prišel, ne, ali kako, za Marjana. Ne. No, ampak je rekel, da je bila poživljajoča elementa, ne, in je tudi, rekel, žensko dimenzijo, rekel, speljala zelo kreativno, ne, tako da sem vesel, da sem jo takrat pridobil, no, da je šla v to. Jože, kaj veš? Me izzivaš. Gledam te in čakam. Ja, ne vem, kaj ne rečem. Jaz sem prišel 91. leta k 3. dnevu. Zdaj, ko gledam nazaj, oziroma ko so mi drugi povedali, sem prišel kot bolj desni, kot je bilo tisto uredništvo. Da so želeli malo bolj desnega. In potem 93. leta sem odšel, ker sem bil menda pa preveč levi. To si pa zdaj, odkot pa tole zdaj potegne? Čakaj malo. Tako vtis imam. To je pa res en vtis, ja, iz ne vem kot. Ti si vendar imel službo in si postavljal škofijsko gimnazijo. Ja, se strinjam. Ne, nisem šel zaradi tega stran, ne, to ne. Ampak tudi zaradi tega nisem prišel tja, ker nisem mogel delati. Namreč zdaj, ko reflektiram nazaj, ne vem, kakšen vtis imam. In mislim, da je to deloma res, kar sem zdaj povedal. Pa ne, da bi šel zaradi tega, da mi je kdo odstavljal ali kaj takega, ampak jaz sem šel zaradi tega, ker pač nisem zmogel več obeh del. To smo postavljali škofijsko gimnazijo, ne? Kot je rekel Matija, in dejansko tam so potrebovali celega slavista, ne samo polovičnega ali pa 3/4. Tako da potem je Matija seveda prevzel, ne, si Matija prevzel takrat. Meni je žal, da se mi nismo takrat nikoli nič pogovarjali. Smo se, ampak smo se skregali. Ne, to je recimo, mi dva se ne spomnim, se kaj pogovarjali. Pa z Vanjo, ki je shodil v isto cerkev, ki je bila precej huda name, sem razumel iz kakšnega pisanja, se nismo nikoli pogovarjali. To me za nazaj čudi, da... Veste, takrat, ko so bile kaj že one volitve, ne vem več kjere, no, ko so Narodni demokrati pa SDS pa tako so skupaj nastopali, vi se, mislim, vaša skupina se pa ni pridružila in takrat smo pa naredili z vsakimi posebej intervju ali tako nekako, no, takrat smo imeli kar en intenziven stik, malo polemičen, no, ampak ja, glejte, življenje se kreše, no, pač revije imajo svoje vzpone in padce in krize, a ne vem, vse sorte je bilo, kriza revije Dom in svet si jo že ti omenil, ampak tudi liberalci so imeli svojo hudo krizo pri Ljubljanskem zvonu, ko je Župančič imel tisto reč o tem pisatelju Adamiču in relativiziral problem slovenščine, kar so bili vsi šokirani in so potem šli nekateri stran od Ljubljanskega zvona in ustanovili sodobnost, a ne. Tako da na vseh straneh so pač revije vedno prehajale v neke disonance in so se tam kresalo, ne, in trlo in so prihajali skupaj in so odhajali na razen. In tukaj ni moglo biti nič drugače. Zdaj, a je bilo nujno, da smo se tako razšli, kot smo se, kaj pa jaz vem, najbrž ne, ampak v danih okoliščinah je pač bilo tako, nič hudega. Sej, jaz upam, da se iz tega da kaj naučiti in da se potem kdaj kasneje tudi, bi rekel, zna stvari bolj modro tehtati. No. Tako. Jaz bi, če lahko sam dole smišljam, torej, meni je bilo to zanimivo, bi rekel, vi ste šli v koncept revije, mi smo pa prej razvijali koncept časopisa, ne, ker
ampak bile omenil, imeli smo 2000, je bila revija za krščanske, kako smo rekli, razumnike in tako naprej, je bilo znamenje, ki se je tudi ukvarjalo, smo imeli celovški zvon, Capuder, Ošlak in tako naprej, ampak jaz nič ne moraliziram. Zmeraj se revije naredijo z nekimi krogi in tisti krogi zaživijo in se izživijo in pridejo drugi in tako se je tudi tukaj zgodilo. Vi ste čutili potrebo, da iz tega nekaj razpihate bolj v revijalnem duhu, ne? In me tudi, jaz uživam, če berem Kocijančiča, ne? Ni nujno, da vse rekel, v duhu tega, kar je bilo že povedanega, kupim, ampak on mislim, da je bil izjemno, oziroma je še zmeraj izjemno dodana vrednost za naš duhovni in kulturni prostor. Ne? In nič ne trpim, če ga berem, oziroma v živo. Gospod Janez, ja, jaz bi se oglasil. Najprej, zelo dobri ste. Odlično je. Jaz mislim, da je ta pogovor izredno pomemben. Prej je moj prijatelj Lojze rekel en stavek, škoda, ker se nismo več pogovarjali. Ampak jaz moram povedati, jaz bi rad povedal par misli kot človek, kot bralec tretjega dneva. Ker sem bil na tisti seji uredniškega odbora, ko je Lojze Petrelev nekaj prosil imel tretji dan. In je bil v momentu sprejeto. Že prej sem pa 3-4 leta redno pisal v bilten. Bil sem 4 leta tajnik Medškofijskega odbora za študente, najprej pri dr. Rudi Koncilju, potem pa pri dr. Janezu Gridu. Vi ne veste, tu smo sedeli. Torej dr. Rudi Koncilja, odličen globok človek. Ampak to, da on ni bil več zadolžen za mož, to ni bilo enostavno, veste, dobiti novega človeka. Ampak to je sestavni del življenja. Ko vas poslušam, konceptualni prepiri, napetosti v uredniških ekipah, v vsaki resni kritični reviji, to mora biti. In to v principu ni nič slabega, kako se to smešno sliši, lahko je boleče. Ampak za koncept, za živost pa ni slabo. Prej je gospod Matija razlagal nekaj v slovenskih primerjavah, nekaterih revijah. Jaz sem izrazito sledil življenju Esprija, Monije. On je vedno rekel, da so take revije ognjišča, ti si pa rekel krog. In to so bila ognjišča in je še vedno ognjišče, kot krog. In tam so se zelo razhajali. Drugo, rad bi zahvalil se teološki fakulteti v Ljubljani, ker je prevzela izdajanje. Ne vem, če ste to že danes rekli? Ne, to še pride. A ste že rekli to? To še pride. A to še pride. Zdaj bi samo dodal, krščanska revija za duhovnost, vejca, kulturo in družbo morate napisati. In družbo. To je revija za družbo. To manjka. To morate dodati. Jaz sem bil dolgo... Bo prišla politika not. Prosim? Bo prišla politika not, tega noč... Ne, tukaj imam svoje mnenje, ampak to, jaz razumem, imam zelo jasno odgovor na to vprašanje. Ker sem človek gibanja pod revije 2000 in personalist preko Monijeja. Mi smo razumeli vprašanje politike z dvema besedama. Rekli smo, da smo angažirani kristjani. To je politika. Biti angažirani kristjani. Odgovoren v različnih političnih strukturah oziroma strankah. Se strinjam. To, da so bila nekatera iskanja tu, to je tudi sestavni del življenja. In to, kar je danes povedal Lojze prej, šele po razpadu Demosa se je žal v Sloveniji začela realna politika. Ampak ne najboljša. In za razpad Demosa slovenski kristjani niso čisto nič krivi. To sem pa trdno prepričan. Lojze mislim, da se tukaj ujemala. Rad bi še eno misel povedal, ker sem si pisal, ko ste nastopali. Ko sem vas poslušal, sem si napisal eno misel, ki jo rekel Exupéry. In zdaj bi parafraziral. Če hočete, da vam bodo zgradili dobro ladjo, jih morate navdušiti za potovanje. Če hočemo, da bomo v Sloveniji z veseljem in odgovornostjo in resno brali v tem primeru tretji dan, moramo mlade navdušiti za pisanje in branje. In zato je ta vaš pogovor tako izredno dragocen. Še to bi rad povedal, da se bom danes ponovno naročil na tretji dan, ker nisem naročnik in bom delal reklamo za tretji dan.
Na tem mestu bi rad izrazil spoštljiv spomin na duhovnike, prijatelje, ki so v tistih časih, in vidim, da je to zanimivo, ne? Kot je nekdo rekel, več vemo v dogajanju, hudim dogajanju med po drugi svetovni vojni, nekatere stvari, ki so se pa takrat dogajale, pa ne vemo vsega, ne? Ker se tudi nismo se premalo pogovarjali. In torej ta imena duhovniška so pa edino med temi pokojni Vinko Kobal, na to dr. Rudi Koncilja, Milan Knep, dr. Janez Gril in dr. Ivan Štuhec. To je bilo teh 5 duhovniških imen, ob katerih smo takrat tudi ob 3. dnevu rasli, da smo potem prevzemali nekatera odgovorna, predvsem programska, kaj je tretji dan? Tretji dan je mišljenjski prostor, da človeka napolni z energijo in znanjem, da potem program vnaša v politiko in krščanski etos in kulturo. In kot tak je absolutno dragocen za naprej, in ne bom govoril, izziv ali še naslednji. Kako bomo v postkrščanski Sloveniji prepričali in delovali, da bo krščanstvo del rešitve, ne pa del problema. In če bo o tem govoril tretji dan, bo tudi veliko bralcev, da bi sem to trdno prepričal. In Lojze, hvala, ker si me povabil v soboto popoldne tukaj na tržnici, ker nisem vedel, da je danes to srečanje, in si me povabil in hvala, da si me povabil. Tako zdaj pa moramo hitro, smo komaj, mislim, da smo obtičali v letu 2001, tako da potem, kot je bilo že rečeno, sledi obdobje urednikovanja dr. Iva Kržeta, sedanjega doktorja, in dr. Jure Bahlica, in potem obdobje, ko je tretji dan doživljal, vsaj po mojem mnenju, pomlad pod taktirko Lenarta Riharja. Tukaj moram povedati, da se je Lenart Rihar upravičil, ker je njegov sin Natan dobil COVID, drugače bi bil tudi danes z nami in bi gotovo kaj pristavil k naši diskusiji. Kot sem rekel, sam sem takrat res začel v polnosti sodelovati s tretjim dnevom in lahko se strinjam, da je to takrat bil krog, da je to bilo ognjišče, da je bila neka močna kemija med nami v takratnem Lenartovem uredništvu, da so naše ladje imele tudi jasno smer, ki pa seveda to verjetno vsako uredništvo zase trdi, kljub temu ni bila izključujoča, ampak mislim, da nam je uspelo pokriti celotno paleto katoliške skupnosti v Sloveniji, ali pa vsaj smo se za to trudili. Res pa je, in zato je zlasti Lenart skrbel, pa tudi Ivo in še kdo, da smo imeli določene ideale, ki smo jih črpali iz katoliške slovenske predvojne preteklosti, in to smo nekako simbolno tudi zajeli v rubriko Slovenski katoliški shod. Ta naslov je tudi v uredništvu sicer motil, ampak to je bil neko simbolno sporočilo, da se trudimo nadaljevati tam, kjer je bila slovenska katoliška zgodba tako nasilno prekinjena. In to je dejstvo. No, to bi bilo, kar bi jaz povedal o Lenartovem obdobju, glede na to, da smo že kar dolgi, pa bi kar prišel k Samu, ki je, kot rečeno, most med tem Lenartovim uredništvom in pa potem vstajenjem tretjega dneva. Vmes seveda ne smem zamolčati, da sem, zato ker je napuh moj najljubši greh, tudi sam sedel na uredniški stolček, čeprav sem v podzavesti dobro vedel, da za to vlogo nisem primeren, ker pač nisem človek, ki bi udaril po mizi, in sem tudi preveč Štajerca. Moj prijatelj in sodelavec Franc Rozman pa vedno pravi, da Štajerci veliko govorijo, pa malo naredijo. In tako je bilo tudi v času mojega urednikovanja. Moj najboljši prijatelj je postal takratni tehnični urednik Robert Rozman. Ponavadi sva celo leto imela zelo počasen štajersko-južno-italijanski tempo.
Potem smo pa znala kakega 12. decembra v enem vikendu tudi 2 številki narediti, če je bilo treba. Tako da sva dala tudi v višjo predstavo, da smo upravičili Skamovo sofinanciranje. Ampak dobro, saj pravim, danes je bilo že dovolj spovedi. Mi je žal, da nisem bil član tega uredništva. Samo, zdaj bi pa te povabil k temu, da pa orišeš po eni strani svoje sodelovanje in izkušnje v tem že Lenartovem uredništvu, pa potem pod vodstvom urednika, ki ga ne bomo imenovali, in potem zaton 3. dneva in pa vstajenje. Ja, no, omenjaš spovedi danes. Naj omenim, da seveda, kako bi moj krog, pa moj čas imenovali, morda predzadnja generacija. Ker namreč marsikaj, kar sem danes slišal od vas, ki ste tu od začetka, je tudi za mene bilo čisto novo, čeprav imam doma vse od prve do zadnje številke, sem pri reviji zdaj že slabih 15 let, pa je bilo marsikaj čisto novo, se pravi, nisem poznal. Kar seveda priča o tem, da je tista luknja 30 let ne samo tam, ampak tudi v tej poznavanju revije pa njenega ozadja, kar pa morda vedno niti ni čisto slabo, se mi zdi. Vsaj v vseh primerih gotovo ne. Drugo morda priznanje pa je seveda to, da ko sem bil povabljen sem, jaz nisem bil urednik, in moja prva reakcija je bila, jaz dam komu drugemu besedo, naj povedo tisti, ki so bolj zaznamovali revijo, pa potem pa uživitev, pa dej nekaj povej, pa okej, v redu, bom sodeloval. Moja pot se je začela, mislim, da, zdaj nisem prepričan, 2008 ali 2009, ko je Lenart, ne vem, v kakem dogovoru z profesorjem Robertom Petkovškom, se odločil, da bistveno pomladi in razširi uredniški krog. Živo se spomnim tistega ustanovnega sestanka, kjer nas je, očitno je pač Lenart prosil Petkovška, da tako iz pedagoških izkušenj nekako nabere skupaj študente, za katere misli, da kaže nek potencial, in jih povabi k sodelovanju in je nam, ne vem, poslal nek prvi mail, nam, ne vem, cel kup nas je bilo, da smo napisali neko načelno, pač kaj bi, pa če se vidimo v tem, potem je pa sledil sestanek. In takrat je dejansko v uredništvo stopilo, ne vem, zdaj točno, ampak vsaj 10 verjetno novih imen. In celo tako daleč je šlo, da je pravzaprav malo zatem celo se ustanovil, kako bi rekel, poduredniški oddelek, smo mu rekli mariborski oddelek. Smo imeli ločene seje, sestanke, kulturne večere, filmske večere in podobne tovrstne dogodke. Tako da v tistem času je v smislu tega uredniškega delovanja, našega povezovanja, medsebojnega tudi spoštovanja pa tako spodbujanja bilo zelo, zelo aktivno. Kot rečeno, mislim, da nikoli v obdobju 3. dne dejansko nista obstajali 2 celici uredništva. Kar približno enakovredno močni in dejavni. Res cel kup stvari smo takrat tudi organizirali. Sam se čudim, kot smo takrat, 3. dneva, pravzaprav to moram še eno priznanje. Ko sem dobil tisti mail od profesorja Petkovška, sem moral dobro razmisliti 3. dan. Ni bilo tako, da bi že takrat imel neko profilirano mnenje o tej reviji, pa sem bil študent teologije. Kar jaz bojo lahko študenti povedali, iz te svoje izkušnje se učim in poskušam študentom vedno predstaviti tudi revijo oziroma jim omogočiti, recimo, da dobre razprave, seminarska dela in podobno, da jim že na začetku dam en motiv, da če bo stvar napisana dobro, če bo kvalitetno, je res škoda, da ni ostane nekje na računalniku, kjer noben ne vidi, ampak se lahko dogovorimo za objavo, recimo, da lahko nekdo to prebere, da lahko gre to ven. Skratka, ni samoumevno, da se torej tako odmevna revija, kot je 3. dan, celo pozna na sami teološki fakulteti, ki je zdaj celo njen založnik. Tako, potem Aleš, ti si pač tako pregovorno seveda
sebe rad tako prikažeš v taki črni luči, ampak v tvojem času ni bilo s tem žarom, se mi zdi, nič manj, kot pa recimo v Lenartovem. Je pa res, da je tista generacija, ki je vstopila v času Lenarta, ko si ti nastopil, že bila recimo 3, 4, 5 let aktivna. In kot smo prej slišali, ena skupina zaživi, gori, potem pa začeli smo hoditi v službe, začeli so se eno in drugo, počasi smo kapljali stran ali pa se nismo več dajali svoje polne pozornosti in na nek način sem jaz tisti čas tudi videl v tem, da ni bilo več toliko ljudi, ki bi poln fokus namenili reviji, ampak nas je že odnašalo tako malo na vse strani in pa na svoje obveznosti, kar je potem privedlo tudi do tega, kar si prej simpatično opisal. Dejansko pa, kar je pa privedlo do zatona, pa je pač bilo, kakor sem tudi sam opisal, zdaj ne bi na dolgo, med tistimi uvodniki oziroma uvodnimi besedili, sem natančno opisal vsemi datumi, sejami, imeni, društvi. Čisto na kratko, torej 2019, začetku leta 2019 je SKAM, društvo SKAM, pač sprejelo po očitno predhodnih dogovorih na svojem zboru članov sklep, da se društvo razpusti. Društvo SKAM razpusti. S čimer so nas urednike oziroma uredništvo zgolj seznanili in tudi dali neko, kar je se kasneje izkazalo, lažno upanje v smislu, da se za nas nič ne spremeni. V smislu, ja, mi smo sicer društvo ukinili, ampak glejte, škofje so ustanovili zavod Katoliška mladina, ki bo prevzel vse te pomembne dejavnosti, ki jih je prej izvajalo društvo, med drugim tudi tretji dan. Tako da smo mi dobili eno upanje ali pa nek signal, za katerega se potem nismo vznemirjali. Do takrat, ko je bilo v bistvu že prepozno, se pravi, ko je prišla za strani JAK-a, Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, odločba o prenehanju financiranja. Zavedati se pa moramo, da to niso več časi, ko smo prej slišali v tisočih naročnikih, ki tudi nudijo neko finančno zaledje ali pa omogočajo delovanje revije, ampak je to že čas, ko ne vem, mislim, da več ne govorimo niti ne o tisoč, ne. Se pravi, da se revija sama za sebe več ni mogla preživljati in da je njen vir predstavljal glavni vir preživetja, torej JAK financiranje. In ko se je to zgodilo s to neposrečno ukinitvijo društva, je JAK odstopil pač od pogodbe, ker društvo ni naslovilo oziroma določilo svojega pravnega naslednika. To je njih zmotilo, taka pač imajo pravila, in odstopilo od pogodbe, kar je pomenilo na letni ravni pač praktično celotni spad dohodka. Moramo povedati, da je bila revija ena, ne morda redkih, ampak ena, ki je res plačevala za delo, prevode, avtorske članke, kar je recimo za študentski živelj bilo zelo, zelo dobrodošlo. Ja, temu lahko samo jaz pritrdim in to je bilo res... To je bilo takrat čist taka posebnost. No, in ko je to izpadlo, je revija preprosto nehala delovati, ker ni imela sredstev. To je bilo torej potem marca, aprila 2019 je bilo to uradno. Potem so v tistem času, ne bom na dolgo, bili seveda razni pogovori, sestanki med JAK-om, SKAM-om, uredništvom. Ozirali smo se tudi ven, recimo neki interes je kazala družina, da bi prevzela. Čeprav je bil to bolj poskus v sili, zato ker, kako bi rekel, po eni strani smo si želeli preživetja revije, po drugi strani pa zdaj, če greš v naročje nekemu tako, ali pa mu rekel tako, kateremkoli založniku, ki ga vodijo, seveda tudi finančni interesi, ker mora preživeti, se to na nek način pomeni, da se pač idejno ali pa vsebinsko na nek način prilagodiš, kar seveda nismo želeli. Ampak bi v tistem trenutku verjetno vseeno sprejeli, ampak potem družina nekako ni, noben drug se ni našel, tako da se neki 2 leti tavalo sem in tja, brez nekih pravih rešitev, na kar je enkrat nekega mrzlega februarskega jutra, 3 leta kasneje, 22, smo imeli sejo upravnega odbora Teološke fakultete in smo razpravljali o delih študentov, diplomskih delih, in možnosti njihovih objav in pa tudi o možnosti, da profesorji spodbujamo študente, da recimo kaj objavijo.
In se nam je malo kovcalo po teh časih tretjega dne, pa celo teh plačilih za študente, ker jih vendar lažje spodbudiš. No in potem se nekako predlagal, da je pa to bil tretji dan tisti pravi prostor, ki je bil ravno med tisto podrastjo, ki je v Sloveniji ogromno, se pravi teh raznih listov, pa obvestil, pa nekih kratkih notic, pa obvestil. Na eni ravni, pa na drugi strani, ko imamo znanstvene revije, kot sta, ne vem, Edinost in Dialog, Bogoslovni vestnik in druge. Vmes je bil pa nek prostor, ki ga je tretji dan zapolnjeval, dolga leta je bil zdaj prazen. In nekako je pravzaprav, sej tudi kolega Miran je v odboru, pa profesor Branko Klun, in je bilo res tak kar val, vsi takoj, ja, dajmo tretji dan pripeljati, če je le mogoče, pod teološko okrilje. Tudi profesor Vodičar je bil takoj za, tako da potem so ti razni pogovori stekli na senatu, z SKAM-om, ki je tudi, torej zavodom, ne SKAM-om, zavodom, tako Katoliška mladina, ki je bil takoj za, ja, vam predamo avtorske pravice, intelektualno lastnino, naročnike, vse, samo naj revija torej naprej živi, ker in so rekli tudi mi dejansko nismo sposobni revije pisati in ustvarjati in ne finančno podpirati. Tako da potem nekako eno leto smo razne pogovore imeli, da na koncu torej izplen je bil ta, da smo prenesli vso zadevo na teološko fakulteto, ki se je tako zavezala, da bo finančno vsaj v začetnih letih, dokler se ne revija finančno tudi osamosvoji, podpirala revijo. Vmes so tudi, jaz vsaj koliko sem ljudi še aktivnih poznal, prejšnjih in zdajšnjih, sem jih povabljal na različne sestanke, pa seje, da se je nekako izoblikovala neka vizija, pa kdo bi še sodeloval, pa kdo ne bi sodeloval. Tako da končni produkt vseh teh ljudi in njihovih prizadevanj je pač zdaj, kot smo videli, nova številka oziroma nova serija z novo pomlajeno ekipo pod okriljem teološke fakultete. Ja. Jaz sem sicer stari bralec, mislim, vsaj 30 let sem naročnik, ne, kot analfabet, ne. Nisem nikoli deloval, jaz sem nekako prišel skozi Novo zavezo do Nove revije, ne. In bi to rad povedal, ne, vsaj več kot 30 let sem že naročnik, nikoli nisem niti prenehal s tem. Sem 36 leta rojen, ne, in sem doživel nekako od otroštva naprej vso dogajanje kot kmečki otrok, ne. Ampak za srednjo izobrazbo sem pa nekako, jaz mogel zmeraj vrvinca imeti, da sem bral lahko pri roki, ne. In to bi rad povedal, da je vzgajal, sem pričakoval, mislim, Novo zavezo sem bil skozi pri njej, zato ker sem tudi to postavil na Škoflici farno ploščo z Novo zavezo, preko Nove zaveze, in sem mislil, da bom iz tretjim dnem jaz akademik postal, nekakšen, ne. Kar od prve do zadnje, pa se pravi, da sem mogel verbinca zmer, če imam poznil, da je vsak list za sebe že. In to nisem vzgojen, nisem nikjer, da bi kristjane ali katolike, da se mi zdel, da nisem vzgoje dobil, kaj je dovoljeno v delovanju katoličana, kako se mora obnašati v politiki. Danes ste v politiki precej govorili, ampak tega pa ni bilo rečeno, da bi bila tretji dan kakor tudi vzgojna tudi za starejšo, tisto neizobraženo področje Slovencev. Mislim, se zdaj ne vem, če sem dovolj razumel. Ja, ste povedali. Svojo zaradi, Ne bomo rabili slovarja. Tako da kdo bi želel, kaj je to mogoče. A smem jaz sam že nekaj? Aha. No, ker tudi dr. Igor Krže je bil dolgoletni član uredništva, pa tudi urednik nekaj časa. Ja, pa ne bi zdravnik izpomnil. Mislim,
tudi iz tega večera se mi zdi, da je pač prišlo do izraza, ne, da ta spor, o katerem smo se pravzaprav v veliki meri pogovarjali, ne, je za tretji dan bil dokaj bistvena reč. Ne. Se pravi, ta spor je bil prezentiran tu kot spor v bistvu med neko bolj politiko orientiranim krščanstvom in recimo od politike odmaknjenim. Ampak, če pogledamo malo pod površino, in kar je bilo pravzaprav že nakazano, ne, ko je bilo pravzaprav govor o tem, da je šlo tudi za gojenje dveh različnih misli, ne, skratka neka bolj apofatična, pa neka bolj realistična. V bistvu vidimo, da je šlo pravzaprav za sledenje, recimo sploh v teh dveh uredništvih, ki se mi zdi, da sta posebej emblematični za ta spor. Da je šlo pravzaprav za sledenje dvema mislima, ki kratko povedano sta misli Cerkve pred koncilom pa po koncilu. Skratka, katoliške misli, ker recimo uredništvo in katerem je deloval Matija, ne, in katerem je potem, sem tudi jaz sodeloval z Lenartom, ne, da se tudi ti, ko se eksplicitno navezovali na predvojno slovensko katolištvo, ne, in gre tu pravzaprav recimo na to misel, ne, skratka na neko misel, ki je bila, oziroma na neko koncepcijo katolištva ali pa koncepcijo krščanstva, kakršno je bila, kot vemo, normalna recimo v času pred koncilom. Z krogom Gorazda Kocijančiča pa je to izrazito prišlo v sprejeti ta relativizacija konceptov, relativizacija pojmovnega mišljenja in tako naprej, kar pripelje seveda, mislim, za apofatizmom, kar pripelje seveda potem do neke, kako ne bi rekli, drugačne drže, ne? Tudi v odnosu do politike, ampak ne samo do politike, ne? Recimo tudi v odnosu naprimer do tomizma. Ne? In ker se mi zdi, da je en problem, ampak ne samo tretjega dne, ampak na splošno slovenskega katoliškega prostora, ali pa tudi teološke fakultete, na kateri se sedaj nahajamo, ne? Je, da v slovenskem prostoru tega spora, tega, kaj bi rekli, trka, teh dveh misli, ne, se pravi pred koncilom pa po koncilu, nismo, preprosto temu, da se nismo dovolj pogovarjali o tem, kot je bilo prepovedano. Ne? Ampak ne samo na ravni vprašanja odnosa do politike, ampak na ravni pravzaprav odnosa do teologije, filozofije, ne, teh dveh pravzaprav oblik cerkvenosti, ki sta v precejšnjem konfliktu. Ne? In bi si želel, da je ta večer neka spodbuda k temu, da bi mogoče kdaj v prihodnje tu, mogoče v tem prostoru, kakšen tak pogovor tudi potekel. Ker jaz osebno čutim veliko bolečino, da ta pogovor ni še nikoli v mojem vedenju v slovenskem prostoru stekel. Hvala lepa. Ja, no, zdaj si me si dal zelo dobro istočnico, jaz tudi strinjam, da je ta pogovor nujen, ampak vseeno jaz se veliko sprašujem, a ne bi mogoče Lambert Ehrlich, če bi mu bilo dano doživeti drugi Vatikanski koncil z navdušenjem sprejel drugega Vatikanskega koncila. Ker so ravno taki ljudje so naredili koncil, ki so bili nosilci recimo obnove katoliške misli že pred drugo svetovno vojno, potem v Zahodni Evropi, po drugi svetovni vojni. In tisto, kar je zame potem problem, kako je mogoče, ne, da je iz tega, da je koncil nastal iz neke renesanse zahodnoevropskega katolištva, pa se je potem zgodila samo ukinitev tega zahodnoevropskega katolištva. Tu je, ne. Ampak dobro, zdaj to bi bilo spet 5 ur, pa neka druga okrogla miza. Je pa vsekako res, ne, da bi se morali o tem pogovarjati, ampak mislim, da ni tako enoznačno, ker na vse zadnje tudi tisti slovenski teologi, ki so bili v 90-ih letih na nek način, lahko rečem, moji vzorniki zaradi svojih jasnih misli o politiki, pa tu mislim predvsem na doktorja Stresa in doktorja Ocvirka, so veljali takrat za teološko izrazito liberalne. Mislim sicer, da sta oba malo, pač sej, ko si star 40 let, si verjetno po naravi bolj liberalen kot takrat, ko si star 70. Ampak
No, skratka, se mi ne zdi tu zelo, da je tu enačaj med predkoncilsko mislijo in jasno krščansko držo v politiki. Kljub temu, da se seveda v marsi, vsaj na prvo žogo bi to rekel. Mogoče bi še kdo gospodu odgovoril, glede na to, da nismo rabili Verbinca vmes pogledati. Ali če dovoliš, Ja. je zanimivo poslušati te izkušnje, ki jih imate in poglede, ker sam sem delal bolj s takimi NSD-jaki in skozi postavljal šolstvo, še Čentvidom Želimnik in tako naprej, in še zdaj delam z maturanti, ampak malo so me zasliševal, a vejo, kaj je Vrbinc. Ne vejo. Ampak pasite, tukaj ne gre za to, pa še kaj drugega ne vejo, tukaj ne gre za to, kdo več ve, pa kdo manj, ampak kaj je danes problematika? Kaj je danes problematika? In je prav, da poznamo zgodovino, prav je, da je to, zato se mi zdi to, kar je samo na koncu rekel, da so mlajši prevzeli, pomembno, da oni poskušajo najti neko svojo pot, ki pa ne bo brez korenin. Mora biti neko svojo pot, ki bo iskanje vsega tega, kar smo odpirali, in bi bilo dobro, ne, tudi in na nek način dati ne samo korajžo, ampak tudi eno spodbudo, kje pa je dobro začeti. Recimo to, kar se Ivo ti rekel, ja, premislek o teh stvarih, ki jih je koncil prinesel ali pa odnesel. Se marsikaj tudi odnesel. Ne? In vse to, ampak to je lahko najn problem, a je njihov. In če mora biti, kako naj ga oni prepoznajo, kje je to njihov problem, kje je to problem generacije, ki prihaja za nami in bo morala živeti s tem in nekaj delati, in ne samo v cerkvi, ampak tudi v družbi. In seveda ta družba, če smo takrat se kregali, recimo smo še hodili na kakšne, mi takrat mulci hodili na kakšne tečaje, novinarstvo, pa to, ker bogoslovci smo lahko hodili sem na skama, nekaj drugam, nismo smeli. In to danes možnosti je ogromno. Ampak teh možnostih se zgubijo. Kje se najdete, da bo neka možnost življenja, ne samo izražanja. Ker če pogledamo samo danes dopolne sem pač filozofijo imel v gimnaziji in kar mi je še vedno večje veselje kot pa služba, ne, ker tam zastojn delam, tukaj pa sem plačana, ne, to je razlika. Ampak kaj me je letos maturanti zabrati? Za slovenski jezik. 4 drame, ki vse zabijajo do konca, za angleščino pa še 2 dodatna kola, ki jih po glavu lopnejo. Kaj mi ostane? Čisti, saj so čudovita dela, umetniško čudovita, problemi so zelo potrebni razmisleka, ampak če ti ostane samo pri problemih, kaj imajo? In tukaj, kako tej generaciji, ki odrašča v nekem brezupu, precej brezupu, kako jim dati neko spodbudo in iskanje, ker mi smo imeli. Mi smo pač rekli, čakamo, da bomo graničari na Kolpi, pa smo dočakali. Smo postavili. Ko smo bili v vojski 85 leta, nismo hoteli govoriti srbsko, smo govorili samo slovensko. Pa ne se znajdejo. Vse smo bili v pritvoru, pa še kje drugje, ampak to je bilo, ne? Smo mladino dobivali takrat in z njo hodili po krugu, pa mahali z njo. To je bila naša prihodnost. In smo jo na nek način dobili, zdaj kaj smo z nje naredili, naj nam mlajši povejo, a smo res kaj dobrega naredili, ne? Mislim, da smo nekaj je iz tega zraslo, postavili smo nekaj stvari, ki so dobre, recimo vsaj katoliške gimnazije, mislim, da so nek uspeh, da je nekaj, ne, kar je to, mislim, da smo lahko ponosni, tudi fakulteta, mislim, da gre v pravo smer, da išče neke nove izraze, ampak kaj pa je to, kar ste vi odpirali družbeno danes, tu pa mislim, da je neka odgovornost do mladih, da imajo neko veselje do življenja. In tega se mi zdi, bo treba pošteno iskati in jim omogočati, da znajo izražati to veselje do življenja in ga premisliti, kje ga bo naš, da ne bo plitko, pa da ne bo preveč apofatično, to ne sme biti preveč, ne? To samo malo
Ja, to se mi zdi zelo dobro, zato ker recimo jaz sem zdaj ravno star 45 let in ugotavljam pač, kako velik generacijski prepad je zdaj nastal glede na moja prva službena leta. Dejansko tako rekoč nobenega filma, ki je moji generaciji kaj pomenil, moji študentje več ne poznajo. Od Ben Hura, ki je res že star, pa do Gladiatorja, ki je recimo se mi zdelo, da to pa gotovo poznajo. Ne, eden je dvignil roko, da je gledal, pa še on se je mogoče zlagal. Tako da to je v resnici problem. Mislim, recimo zdaj sanjati o tem, da bi neko revijo ustanovili in potem mladi to pograbili, verjetno to ne bo nikoli več. Ne. Ampak vsebina, pa kaj od tega, kar je nam pomembno naprej prenesti, to pa je vprašanje. Res pa je, da mogoče je tudi ta okrogla miza zdaj izpadla, da se mi pač vrtimo v krogu tega, kar nas zanima, pa kar nas žuli, da pa mogoče v resnici za mlade to ni zanimivo. Je pa res, da je bilo na koncu predvideno, da bi Jonas Miklavčič tudi predstavil videnje revije za prihodnost. Tako ne vem, ali ima kdo nalogo taka... Nič kaj tazga konkretnega ni povedal. Nič kaj. Ker je bolan. Tako da bo bolj apofatično. Nespoznatno. Ja. A veste kaj, imam vtis, da je čist v redu, da smo se takole zbrali in zgleda, da bi bilo dobrodošlo nadaljevanje tega pogovora v eni smeri, ki jaz rečem celo medgeneracijska. In sva se že z Jožetom enkrat pogovarjala, pa z nekdanjim urednikom Tromostovja Jožetom Faganelom tudi, da bi se po vsem tem, pa dokler smo približno še pri pameti, da bi se srečali enkrat ljudje, ki smo bili nekako zraven pri vseh teh pojavih, revijah, časopisih, ustanavljanju stranke in tako je, da bi se z mlajšo generacijo dobili, pa da bi se malo pogovorili, kaj se nam je zgodilo. Ne? Jaz sem bil zdaj z nekaterimi drugimi iz Slovenije, 7 nas je bilo pri Jordanu Petersonu v Londonu pred dobrim mesecem, kjer je bilo 1500 ljudi. 3 dni nisem slišal negativne misli, nobenega zbadanja, veliko strinjanje o tem, da je Zahod v civilizacijskem zatonu oziroma propadanju, ne? Ampak nismo samo jamrali, ali pa jamranja skoraj da ni bilo, ampak resna analiza stanja. Pa je prišlo pa ven tudi eno geslo, angleško se mu reče there is a better story, pa we have better story. Skratka, imamo boljšo zgodbo, meni boljša zgodba diši po novi zavezi, če temu tako rečem. Ne? In tam smo imeli, rekel, nismo objokovali, kaj se dogaja, ampak smo rekli, da bi bilo dobro, da malce prepihamo korenine, da pogledamo, iz česa se je hranila Evropa v preteklosti, ne? In smo spet povedali, da korenine niso preteklost, ampak so podlaga, iz katere rasteš. Ne? Jaz sem tudi, zdaj imamo tezejsko srečanje v kratkem, tukaj 5000 mladih ljudi bo prišlo iz Evrope v Slovenijo. In jaz sem predlagal tudi tezejcem, da bi naredili, leta 74 je bil koncil mladih, eni ste bili ali eni smo bili tam, ne? Jaz predlagam, da bi se v Tezeju ali pa kje drugje, tudi v Ljubljani, dobili tisti, ki so bili takrat nosilci koncila mladih, pa nova generacija. Ne? Jaz ne govorim tega iz nostalgije ali iz ne vem kakšnih posebnih interesov, ampak kot le kar naprej poslušamo te ideje o novem človeku, pa vidim, da se hodijo ljudje iz Slovenije v Venezuelo navdihvati za nove družbene in politične projekte. Ne? Se mi zdi, da imamo tudi mi better story, boljšo zgodbo. Ne?
In da bi morali malo pogledati, iz česa lahko rastemo. In sem vesel besede o mladih. Jaz mislim, da moramo skupaj iskati. In tudi takrat, pred 50 leti, se je pravzaprav to dogajalo. Ne? Če kaj kratko, jaz bi najprej podprl misel Žeta, da bi se poskušali odkrito pogovarjati o trgu teh dveh konceptov, ker sem tipični človek drugega vatikanskega koncepta. Jaz sem ga razumel vedno kot nekaj absolutno pozitivnega. Zelo resno pa sledim to, kar se dogaja in najdimo prostore, da se bomo o tem pogovarjali. Mislim, da je teološka fakulteta, če lahko je eno takih prostorov. To je ena misel. Druga pa to, kar je ravno kar rečeno, se je res paradoksalno, da nas zdaj angažirane katoličane navdihuje Jordan Peterson. Ne? Ampak, oprostite, mene tudi. Vse, kar napiše, preberem v slovenščini, v angleščini. In na tem dogodku v Londonu, ki je bil menda zgodovinski, mimo grede, jaz bi tukaj rad pohvalil tudi prilogo družine Slovenski čas, ki pokriva določen segment stvari, o katerih se mi danes pogovarjamo. In ko sem tam bral en zapis, mislim, da je Tone Rode o tem pisal, je rekel, da je ena udeleženka iz ene od afriških držav rekla, pa ni, ki je bil tam možda, ni bila katoličanka oziroma kristjanka, je rekla, je evropska civilizacija se je znašla v škripcih, hudih škripcih. In mi imamo primerjavo za to, da je kot roža, ki je odrezana. Ja. Ampak je rekla, ne, ampak ta roža ima še vedno semena. Tako je. In semena temu posaditi. In ta primerjava, ko vas danes tukaj poslušam, veliko semen je bilo položenih v to zgodbo, teh žarišč okrog tretjega dneva. In ta semena so pa še živa. In zato je ta tako dobra ideja Lojze, ki si jo dal, če bi se zgodilo to neko srečanje generacij. Ne? To jaz bi zelo to podprl. Dovolite še eno informacijo, zdaj sem dalje bolj živ, ker tole poslušam. A veste, kdo je dobil poleg Jordana Petersona največji aplavz v tisti dvorani za 1500 ljudi? En katoliški škof, ki se je postavil na najtrše tomistično stališče, je doživel največ aplavza. Najbolj jasno je govoril, najbolj oprijemljiv, ali kako je bil zdaj, ko imamo to fluidnost, ko ti zdrsi kamorkoli stopiš, ljudje iščejo nekaj trdnega, nekaj stabilnega, nekaj, kjer ti noga obstane. Ne? In meni je bil resnično, jaz sem rekel, joj, kao pa zdaj tole. Ne? In so ga sprejeli tam sredi tega močno anglikanskega ali protestantskega sveta, so mu zaploskali kot malo komu. To mislim. Upam, da ni bil vmes že odstavljen. Zdaj mi lahko poiščemo v tistem spisku. Aleš, če smo. Jaz se zelo pridružujem temu in to sem te ideji, teh mostov med generacijami. Namreč to sem prej tudi nakazoval, ko smo bila ta mariborska, ljubljanska ekipa, ki nas ni povezovalo samo pisanje člankov, ampak ko smo organizirali dogodke, ko smo poslušali ljudi, ki so prihajali, ob tem smo mi na nek način gradili svojo identiteto, ob tem smo na nek način mi prejemali dediščino od naših starejših kolegov v uredništvo. In to vam moram reči, kar recimo ena spodbuda recimo za zdajšnjo uredništvo tretjega dne je ravno v tem. Sicer ima svet teh malo starejših, ampak ta svet je, ne vem, še ni doživel svoje ustanovne seje. Se pravi, ni še de facto funkcionalen. In če pogledamo tu okrog, je več tukaj sedečih urednikov kot pa članov zdajšnjega uredništva tukaj danes. Kar je po svoje zelo zgovorno. A so bili povabljeni? Vsi so bili povabljeni, mislim, ne vem koliko zdaj, jaz nisem bil v tej ekipi, ki je to počela, ampak po mojem so vabilo dobili, pa na Facebooku pa so večkrat, ja. Mogoče pa niso še krog. Saj ne, to noče biti kritika, ampak je pa en pokazatelj, da je ta propad velik in da bi bili ti vrstni pogovori, to predajanje modrosti starejših pa nekih usmeritev, ne da to morajo absolutno sprejeti,
ampak da dobijo neko popotnico zelo dobrodošlo in da bi se morda, ne mislim sebe, drugi taki podobni večeri dogajali lahko na redni bazi, uredništvo plus starejši uredniki recimo mesečno pa na pol leta, kaj takega. Mimogrede, a digitalne izdaje ni. Vidim, da ste na Twitterju zelo žurno, pred 1 uro je bilo zadnje Ko je naročnina, je digitalna izdaja vedno vprašljiva. Ja, ker se mi zdi, da tako bi lažje dosegli mlajše kroge. To je ena od opcij, ki je še v pogovorih, se pravi, da imeti tudi digitalno naročnino. Ja. Jaz mislim, da je nekako samo dal dobro istočnico, da se počasi pomaknemo v koncu. Zagotovo je to, kar smo zdaj na koncu načeli, nekako sploh motivirati mlade, da nam bodo prisluhnili, je temeljno vprašanje, s katerim se mislim, da vsi srečujemo, ki delujemo pedagoško. In tudi sicer gotovo je tudi vprašanje, kakšen medij bi bil tisti, ki bi bil mladim najbližji, pomembno. In da gotovo, kot sem že večkrat rekel, ne smemo iskati rešitve samo v tistem mediju, ki je bil v našem času aktualne. Ampak gre pa za, tako kot smo slišali, posredovanje semen, posredovanje vsebine in čeprav dejansko danes najmlajše generacije tukaj skoraj ni, naj bo res naš nocojšnji pogovor, ko smo se bolj vrteli okoli samih sebe, vabilo za nadaljevanje v drugačni medgeneracijski sestavi in naj bo to tudi popotnica novi vrsti 3. dneva. Predvsem pa mislim, da tako kot je rekel gospod dekan, moramo mladim pustiti, da sami najdejo svojo pot in peljejo, predvsem oni revijo, bolj kot da bi jim mi solili pametni. Tako da bi s tem tudi vsaj uradni del okrogle mize zaključili, upam pa, da še vedno kljub Jonasovi odsotnosti velja, da zdaj sledi pogostitev. Ja.